Očitno so naši predlogi, ki smo jih pošiljali na vlado, pristali v košu za smeti. Vlada govori eno, dela drugo in lahko rečemo, da je zdravstvena kriza obratno sorazmerna z ekonomsko, ko prva izginja, druga šele prihaja. In ta je zelo zaskrbljujoča, se pravi ekonomska kriza. In ne glede na zadnji speljani manever, ko se je zgodilo prvič v zgodovini Slovenije, da je vlada politično in protizakonito predčasno zamenjala direktorja SURS-a, dr. Bojana Nastava, smo lahko upravičeno zaskrbljeni. Zaskrbljujoča je izjava v.d. direktorja Tomaža Smrekarja, ki pravi, da bo njegova prioriteta spremljanje učinkov vladnih ukrepov vseh protikorona paketov. Nadalje še pravi, kar je podcenjujoče do sodelavcev statističnega urada, nerazumljivo in pa lahko rečem predrzno, ko pravi, citiram, da je nemogoče, da bi 300 ljudi na statističnem uradu lahko to kakovostno analiziralo, kar pomeni, da pridajo tukaj nasproti raziskovalci, lahko govorimo o tej Lahovnikovi svetovalni skupini. Konec navedka. Upam, da ste vsi to slišali, kar sem zdaj prebrala. Namreč to pomeni, da bodo tisti, ki so ukrepe pripravljali, jih bojo zdaj tudi analizirali. SURS razpolaga zelo pomembnimi podatki, tudi občutljivimi podatki, ki so podlaga za Umarjeve napovedi, te pa so podlaga za vse ekonomske politike, ki jih sprejema vlada, rebalans proračuna ali varčevalne ukrepe. Predsednik vlade Janez Janša je na včerajšnjem intervjuju na RTV-ju Slovenije napovedal strmo rast gospodarstva v začetku naslednjega leta. Ne vem, glede na učinkovitost ukrepov tega ni pričakovati, morda pa je catch kje druge. Morda bi tudi spomnila tu v razmislek primer Grčije, ki je prirejala podatke o javnofinančnem primanjkljaju in javnem dolgu. In za konec, s pomočjo gospodarstva zamujamo že 2 meseca, da ne omenjam še močno zbirokratiziranih postopkov za pridobitev teh pomoči. Ni vse tako lepo, kot nekateri želijo prikazati, nažalost. Tisto pa, kar je najbolj žalostno, je, da se s sprenevedanjem vlade in koalicije likvidnostni krč podjetij samo še poglablja.